Balkanu se v 84 letih ni spremenilo popolnoma nič. Izteka se 459. dan ruske invazije na sosednjo državo, tokrat 84 let kasneje, torej na Ukrajino. Bahmut, ki je pred rusko invazijo imel 70.000 prebivalcev in je izgledal tako, po mesecih najbolj krvavih bitk izgleda katastrofalno. Бахмут вони знищили, а не захопили. Trdi ukrajinska stran, medtem Wagnerjevci razlagajo, da so mesto prevzeli. V prvih bojnih vrstah se je na ruski strani borilo 50.000 plačancev, krvni davek, o katerem so prvič spregovorili javno, je na obeh straneh ogromen. Там погибли более 10 000 наших бойцов, 50 000 бойцов ВСУ мы уничтожили. Ориентировочно, трудно подсчитать это точно, 50-70 000 имеют ранения. Ob silovitem odporu ukrajinske vojske, ki jo je celo prvi ruski plačanec označil za eno najboljših na svetu, so Rusi zdaj naleteli še na težave na svoji jugozahodni meji. Ruska regija Belgorod je bila tarča več zaporednih napadov. Odgovornost zanje sta prevzela ruski prostovoljni korpus in Legija Svobodna Rusiji, torej milici, ki nasprotujeta Vladimirju Putinu. La Russia non è in grado nemmeno di difendere il proprio territorio. Quel che accade nelle regioni di confine è veramente uno shock per lui e lo porterà alla fine. Tako je tudi mnenje marsikaterega vojaškega analitika. Rusija bo morala namreč zaradi napadov teh milic svoje vojake in orožje s frontnih črt preseliti na mejo, na bojiščih v Ukrajini jih bo posledično manj. Ob zahodnem orožju, ki se steka v Ukrajino, bi to morda lahko spremenilo potek vojne, obsežna ukrajinska protiofenziva naj bi se začela vsak čas. Na napovedani protiudarec se pripravlja vsa stara celina. Prihod letalonosilke je pomemben del tega, čemur pravimo odvračalna drža. Tako je načelnik generalštaba norveške vojske pojasnil prihod največje letalonosilke na svetu do Osla. Na 337-metrski vojaški ladji nove generacije je ob izjemno naprednih radarskih in oborožitvenih sistemih tudi 90 letal in helikopterjev. Vi skal også trene mye sammen, fordi det er ikke sånn at Norge er alene. Vi er en allianse med NATO. Prvi prihod take ladje po letu 1959 z namenom vojaških vaj je sicer izgovor, ki se lepo sliši in je do neke mere tudi resničen, a 200 km kopenske in 23 km morske meje z državo, ki je napadla ozemlje druge, gotovo ni zanemarljiv razlog. Strah pred tem, da bi ruski medved zašel v okoliške države, že eno leto dviga obrambne proračune v Skandinaviji. Og derfor bør Danmark selvfølgelig også kunne forsvare sig, fordi der står en række missiler i Kaliningrad, og de er altså træls at få øje. Za nakup protiletalskih raketnih sistemov je Danska v proračunu našla 3 milijarde evrov, 2 milijardi je za ameriške sisteme Patriot lani namenila tudi Švedska. Det Patriot-missilen systemet tillför, som vi inte hade förut, det är förmågan att skjuta ner ballistiska missiler. Och det är ju ett hot som finns där varje dag redan nu. Bližina ruskega Kaliningrada, 400-kilometrska meja z Belorusijo in 530-kilometrska meja z Ukrajino. Poljsko nelagodje zaradi vojne pred svojimi vrati je milo rečeno razumljivo, tako kot tudi zviševanje njenih obrambnih izdatkov. Z lanskih 2,42% BDP-ja namenjenih za obrambo naj bi letos skočili na 4%. To bi pomenilo, da nobena država NATO, niti ZDA, za obrambo ne bi namenila toliko kot Poljska. Kupili bomo podmornice in postali tudi najmočnejša kopenska wojska w Europie, prawią Poliaki. Powiedzieć po raz pierwszy publicznie, że jesteśmy bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o pozyskanie ze Szwecji samolotów wczesnego ostrzegania. Warszawa je ena najmočnejših zaveznic Kijeva in tudi prva država, ki je v Ukrajino poslala bojna letala MiG-29. Odločen ne je ob prošnjah za zahodne lovce Kijev poslušal več kot eno leto. Evropski voditelji so sicer na morebitno urjenje pilotov in dobavo letal F-16 namigovali kar nekaj mesecev,
a odločen da izrekli šele, ko je prikimala Amerika. Kot po scenariju, enako se je namreč zgodilo pri prošnjah za napredne sisteme zračne obrambe in zahodne tanke, ko so ZDA rekle da, je prikimala tudi Evropa. Za spopadanje z morebitno eskalacijo razmer z Rusijo stara celina brez podpore ene največjih vojsk na svetu pač nima poguma. Kar nekaj poguma so za svoje jak Fontana di Trevi so zlili črno tekočino in vpili, da ne bodo plačevali za fosilna goriva. Vladi so skušali razložiti, da je treba storiti več v boju proti podnebnim spremembam, ki med drugim povzročajo obsežne poplave. Te so minule dni v Italiji terjale 16 življenj. Da vsaj približno razumejo posledice izpustov toplogrednih plinov v okolje, pa so te dni pokazali Francozi. Prepovedali so kratke notranje polete in omejili uporabo zasebnih letal. L'interdiction d'utiliser l'avion quand il y a des alternatives en train à moins de 2h30 est aussi, je le dis, une première sur la planète. Très concrètement, ce décret a pour effet immédiat d'interdire les liaisons aériennes entre Nantes, Bordeaux, Lyon et Paris-Orly. Če se bo segrevanje ozračja nadaljevalo, bosta imeli čez 7 let 2 milijardi ljudi v kraju bivanja povprečne letne temperature nad 29 stopinj Celzija. Španija se že spopada s hudo sušo, čeprav se poletje sploh še ni začelo. Mesec april je bil nenormalno suh in vroč, pravijo meteorologi. Temperatura se je gibala kar 10 stopinj Celzija nad povprečjem. Vodni zbiralnik v Cordobi je popolnoma prazen. No hay agua, se ha secado el pantano y yo no sé lo que ha pasado, que hicieron una cosa con el agua y ahora no se puede ni beber ni nada. Skrbi pa tudi naraščanje gladine morja. Za 24 cm se je dvignila v zadnjih 150 letih. Pričakovati je, da se bo do leta 2050 dvignila še za 20 do 60 cm. Eno najbolj ogroženih mest je New York. At this amazing location in New York, a phenomenal view of the city. Jogi na stolpnici v Velikem jabolku bi lahko bili šteti dnevi. Ob tem, da večina predela Manhattan leži le meter ali dva nad gladino morja, ki se vsako leto dvigne za 3 mm, se mesto, tudi zaradi megalomanskih objektov, pogreza. Vse newyorške stavbe skupaj namreč tehtajo okoli 764 milijonov ton. You really feel like on top of the world and you feel inspired that you live in this big city and there are so many possibilities and it's like everything is possible. Dokaz, da je marsikaj mogoče, so skorajda čudežni napredki v znanosti. Genoscam. 12 years ago I got an accident and had a spinal cord injury, so I'm not able to move my legs anymore. 40-letni Nizozemec po operacijah nevroznanstvenikov in kirurgov v Švici spet hodi. To walk, the brain must send a command to the region of the spinal cord responsible for the control of movements. When there is a spinal cord injury, this communication is interrupted. Our idea was to re-establish this communication with a digital bridge, an electronic communication between the brain and the region of the spinal cord that is still intact. In to so francosko-švicarski strokovnjaki po desetletju dela uspešno izvedli. Možganski vsadki zdaj prek vsadka na hrbtenjači brezžično prenašajo Gertove misli v njegove noge in stopala. Can really build functional things from it. Just an example, I'm training 10 years to stand up with a friend having a beer. And that's something I think people don't realize. Kot se najbrž še ne zavedamo, da smo imeli za časa našega življenja privilegij videti in slišati kraljico rock'n'rolla.